V ljubljanski Šiški so se pred leti lotili prenove ene izmed vrstnih hiš in se soočili z dejstvom, da se je v objektu dotlej izvajala obrtna dejavnost. V njem so ropotali tiskarski stroji. Poglejmo, kako je arhitektu ob pomoči naročnikov in izvajalcev uspela korenita in zanimiva prenova in še nekaj. Tako kot v današnji prvi zgodbi so tudi tukaj bile na delu družinske vezi. Vrstne hiše so zelo pogost način bivanja v tej deželi. Ponavadi so si podobne že po videzu, gabarite imajo enake in zelo pogosto je tudi notranja razporeditev prostorov enaka. No, ta vrstna hiša na koncu niza v Šiški, kjer smo danes, pa že od zunaj odstopa od običajnih in ostalih v nizu. Zgleda, da je nekdo se lotil temeljite prenove, zato da bi jo kar se da prilagodil novim stanovalcem. Robert, Lidija, me veseli, da ste nas pustili v svoje domovanje, oziroma Robert je pravzaprav ni tu doma, Lidija pa je, ampak sta povezana. Sestra in brat. Brat je bil tisti, ki je pomagal urediti novo bivališče. Lidija, kdaj ste prišli sem? Preselili smo se leta 2012, s prenovo pa smo začeli aprila 2011. Prej je bila to grafična delavnica, potem smo pa želeli energetsko nekako prenoviti hišo, pridobiti bivalne prostore, vendar na koncu smo ugotovili, da smo celostno prenovo naredili, da je bilo bolje, kot če bi samo del prenovili. In tukaj vam je bil brat v pomoč, ne? Gotovo. Veliko pomoč, ja. On je bil nekako vodja projekta, je vodil vse, mi smo mu pa sledili. Gotovo je bil odnos med bratom in sestro osnova za že bolj poglobljeno domiselno iskanje rešitev. To potrjuje tudi arhitekt Robert Prašnikar, avtor idejne zasnove prenove. V bistvu je dobra plat tega projekta. V začetne faze je bilo to neko osnovno poznavanje, ker smo pač je vseeno ta bratska povezava in nismo imeli nekega problema z razumevanjem drugega. Mi smo bili nekako omejeni samim objektom, samim gabaritom, z njegovimi dimenzijami, ki niso velike. Objekt je delno podkleten, potem ima pritličje, nadstropje ter mansardo, ki smo zaradi stojne višine smo jo dodali 2 frčadi, tako da smo v bistvu res omogočili maksimalno izkoriščenost gabarita objekta ter hkrati vpeljali največjo možno količino svetlobe v same prostore. Kletna etaž je namenjena kotlovnici, strojnici, skladišču, potem pritličje, v katerem se nahajamo, je dnevno bivalni del, ki je nekako najbolj javni del objekta. Nadstropje je namenjeno bivanju staršev s kopalnico, kabinetom ter njuno spalnico. Vrhnja etaža pa je namenjena bivanju otrok, oziroma ima tudi svojo prilagodljivost. Je objekt tako zasnovan, da je možnost izgradnje oziroma izdelave ločenega stanovanja v zgornji mansardni etaži. Pri vsaki hiši poleg celotnega objekta najprej opazimo vhod. Ta pri tej hiši odstopa od običajnih. Kot ste že sami omenili, objekt že na zunaj odstopa od vseh ostalih v stavbnem nizu. Zato smo se odločili, da bo tudi vhod nekoliko drugačen. Sam vhod je v bistvu pločevinasta kletka, konzolno privijačena v objekt. Hkrati smo tako dosegli učinek lažjega vhoda, da on lebdi v zraku. Hkrati pa ima tudi samo funkcijo predpražnika, da se dejansko uporabniku čisti čevlje. Kot smo že omenili, ta objekt prvotno ni bil namenjen bivanju, temveč obrtni dejavnosti. Na srečo je bil konstrukcijsko zasnovan tako, da je osnovo predstavljalo 6 navpičnih betonskih stebrov, povezanih s ploščo. To je omogočilo popolno spremembo razporeditve notranjih prostorov, saj so lahko pri prenovi umaknili vse dotedanje predelne stene. Tako so omogočili načrtovanje večetažne hiše z novimi prostori, namenjenimi konkretni družini. Obstoječi objekt pred prenovo je imel okroglo stopnišče, kjer smo spoznali, da nekako okroglo stopnišče ne funkcionira najbolje, ni varno. Zato smo zasnovali novo stopnišče, katerih višina posamezne stopnice zaradi bruto etažne višine odstopa od nekih normativov, vendar je še vseeno uporabnikom najbolj prijazno. Smo pomanjšali površino stopnic na račun vseh ostalih prostorov in samo zasnovo stopnišča optimizirali, samo hojnico, samo pot, ter res na minimalni možni tlorisni površini omogočili ta vertikalni dvig po vseh etažah.
Tlorisna površina objekta je razmeroma majhna, saj meri okoli 38 kvadratnih metrov. To je narekovalo temeljit razmislek, kako razporediti vse prostore, ki jih mlada družina želi imeti. Dodatna želja je bila, da so prostori, kolikor je mogoče, svetli, po možnosti osvetljeni z naravno svetlobo. Dejansko z okenskimi površinami smo jih večinoma obdržali na mestih, kjer so bila. Odstranili smo okenske parapete. Pri kuhinjskem pultu smo uvedli horizontalno okno, da je v bistvu naravna svetloba prihaja direktno neposredno na delovno površino, kar se nam zdi, da je zelo pomembno. Pri vseh ostalih prostorih pa smo veliko pozornost poudarjali na to, da res uvedemo čim več naravne svetlobe, ker smo vedeli, da pač vsaka hiša lahko postane dom. Lidija, kako ste vi zadovoljni z tem, kako je kuhinja urejena, pa tudi mogoče vaše videnje tega okna? Ja, meni je zelo všeč, predvsem takrat, ko kuhaš, sicer imamo prezračevanje, vendar občasno ga tudi na ventus odprem na V, tako da gre takoj ta slab zrak ven, drugače pa res ta dnevna svetloba, tako da je superno. Ogrevanje in prezračevanje sta dva pomembna vidika pri načrtovanju bivalnih objektov. Tudi pri prenovi te vrstne hiše so se ravnali po sodobnih smernicah. Stremeli smo k celostni prenovi objekta, to da ni bilo samo ekosanacija objekta, vendar je ekosanacija po današnjih standardih nekako nujna oziroma potrebna. Zato se objekt dejansko ogreva s toplotno črpalko z zajemom zunanjega zraka. Za zagotavljanje svežega zraka oziroma prezračevanja objekta pa je vpeljana centralna rekuperacija s povratkom toplote. Glede na to, pa da so naročniki, da imajo svojo službo, svoje obveznosti, smo jim potem mi z neko to rešitvijo prezračevanja omogočili, da so brezskrbni glede svežega zraka in da za to poskrbi vsa ta tehnologija, ki je skrita v sam objekt in ni praktično nikjer vidna, razen na stropovih oziroma kjer imamo te ventile prezračevanja. Ja, z prezračevanjem smo zelo zadovoljni, sva pa tudi vložila vlogo za subvencijo v ekosklad, tako da so nam četrtino stroškov vrnili za prezračevanje, nekako osmino pa tudi za toplotno črpalko. Barvno zadržano opremo in stene so v jedilnici poživili s posebno stensko oblogo. Sama stenska opečna obloga, v bistvu smo jo izvedli tako, da smo opeke, to je še star format, to se pravi 30 na 15 cm, smo v bistvu opeke prerezali na pol, ter jih z lepilno malto prilepili na obstoječo steno, zapolnili fuge ter opeko samo premazali z mat lakom, tako da se v bistvu lak se vpil v samo opeko in ne naredi tistega filma preko opeke. Tako da je res ta pristen občutek še bolj poudarjen. Iskanje rešitev, kako v zares ozkem objektu najti konstrukcijske rešitve, ki omogočajo umestitev vseh prostorskih zahtev stanovalcev, je zahtevna naloga za arhitekta. Tu jo je opravil z odliko.